Dobro večer vsem skupaj. Hvala lepa za to predstavitev in za to možnost, da lahko nocoj na kratko predstavim nekaj temeljnih misli katoliškega družbenega nauka, kateremu je posvečen ta teološki tečaj ali Nikodemovi večeri. Sem že tako star predavatelj na teh večerih, da me še vleče nazaj v tiste čase, ko se je to še imenovalo teološki tečaj. Naj bi nocoj na kratko spregovoril o kristjanu, ki je odgovoren državljan in ki mora biti odgovoren državljan. Namen mojega predavanja predvsem, da še vedno malo diskutiram in pa polemiziram s tistimi, ki menijo, da se kristjan in pa tudi katoliška cerkev nima z družbenimi vprašanji kaj veliko ukvarjati in obadati. To letošnje leto pravičnosti v ljubezni, se pravi katoliškega družbenega nauka, sledi neki logiki, ki se je začela pravzaprav z letom 2009-2010, ko smo leto našega razmišljanja v cerkvi posvetili sveti Evharistiji in je potem seveda to doživelo svoj vrhunec na Evharističnem kongresu v Celju leta 2010, lanskega junija. Temu je sledilo naslednje leto dobrodelnosti, pričevanja za Božjo ljubezen. Se vemo, da nas Evharistija, zakrament Božje ljubezne, neposredno spodbuja k temu, da mislimo na to, kako bomo za to ljubezen pričevali in jo posnemali v svojih odnosih do bližnjih, predvsem do tistih, ki jih tako nekako najbolj srečujemo in ki naše pomoči najbolj potrebujejo, zato ker so v stiskah. To je leto dobrodelnosti. Letošnje leto, ki smo ga začeli letos jeseni, do prihodnjega leta, do prihodnje jeseni, pa pravzaprav naš pogled še razširi. Ne samo na tiste ljudi, ki so v stiski, ampak predvsem na stanje v družbi, ki tudi včasih take stiske povzroča, potem pa, ki ni vedno usklajeno z zahtevami pravičnosti, se pravi, gre za naš družbeni nauk v cerkvi, za našo temeljno odgovornost za razmere v družbi. No in tukaj smo sedaj pri vprašanju odgovornosti. Že gospod Klemen je pravkar navedel odlomek iz znane Gregorčičeve pesmi Življenje ni praznik, kjer pravi, dolžan ni samo, kar velevamo stan, kar more, to mož je storiti dolžan. Neverjetno, da je 100 let preden je Hans Jonas, znani nemški filozof, v svoji knjigi Das Prinzip Verantwortung, načelo odgovornosti, postavil trditev, da je osnova naše odgovornosti naša moč. Odgovorni smo toliko, kolikor imamo moči, to se pravi, kolikor imamo stvari na razpolago, kolikor zmoremo. No in Gregorčič je to po svoji pesniški intuiciji 100 let poprej in še več povedal v tej pesmi, ne samo, kar je naša poklicna dolžnost, ampak to, kar lahko naredimo, se pravi, glede na to, kako daleč sežejo naše zmožnosti, naša moč. In seveda tukaj ni mišljena seveda ne najprej fizična moč, ampak recimo družbena moč, intelektualna moč, materialna moč, kakršnakoli sposobnost, kakršnakoli usposobljenost in možnost delovanja, tako daleč sega tudi naša odgovornost. Hans Jonas pri tem izpostavlja dve najbolj temeljne obliki odgovornosti. Gotovo, odgovornost je zelo razpršena. Profesor je odgovoren za svoje študente, za svoje dijake, za njihovo izobraževanje, zdravnik je odgovoren za svoje pacijente in tako naprej. Ampak sta pa dva tipa odgovornosti, ki izstopata. In po Jonasu so to najprej starši. Starševska odgovornost je izredno pomembna, ker dejansko starši dobijo v odgovorno ravnanje otroka, ki je popolnoma nemočen in je zato njihova moč tako velika.
in potem pa politična odgovornost. Zanimivo, te dve odgovornosti kot najbolj tipična primera odgovornosti, ker je tudi politična moč zelo velika, kajti v skrajnem primeru je politika, je državna oblast edina, katere moč seže tako daleč, da sme celo razpolagati z življenjem svojih državljanov. To je pa moč, ki je nima noben drug na tem ljubem svetu, namreč sme, vsaj do nedavnega, še do ukinitve smrtne kazni, je bilo dopuščeno tudi kaznovanje smrtjo in pa tudi država lahko pričakuje od svojih državljanov, da branijo njeno neodvisnost in suverenost tudi za ceno svojega življenja. To so strahotne moči, torej s katerimi razpolaga država, in zato je pa tudi njena odgovornost tako izjemno velika. No in če se še ostavimo pri odgovornosti, potem lahko skupaj z nekaterimi moralnimi teologi govorimo o treh nivojih odgovornosti. Najprej odgovornost zame, za moje zdravje, za mojo izobrazbo, za kakokoli že, skratka, ni vseeno, kako živim, sem odgovoren sam zase. Druga odgovornost je tista, ki nam je kako najbolj blizu, katere se najbolj zavedamo, ki je tudi ponazarja Jezus v svoji priliki o usmiljenem Samarijanu, vidimo tukaj na sliki, je odgovornost za bližnjega. In kdo je moj bližnji? Tisti, ki je v stiski, ampak ki ga osebno sreča. Samarijan sreča na poti človeka, ki je v skrajni stiski in mu pomaga. To so recimo predvsem naši odnosi, odgovornosti do tistih, ki so nam blizu, recimo v družini, v soseski, na delovnem mestu, skratka, ko gre za ljudi, ki jih bolj ali manj osebno poznamo, do katerih imamo bolj ali manj oseben odnos, to je ta odgovornost za bližnjega. No in potem je pa tretja raven odgovornosti, to je pa tista, ki se mogoče malo premalo zavedamo. In ravno to skušam nocoj v tem prvem razmišljanju še posebej poudariti. To je naša odgovornost za družbo in državo. To je pa tista najširša odgovornost, ker se moram čutiti odgovornega ne samo za tiste ljudi, ki jih osebno srečam in ker me njihova stiska gane, ker je tukaj potem v igri moje sočutje, moja naravna sposobnost sočutja in uživljanja v revščino, v stisko bližnjega človeka. Tu pa je še toliko bolj apel, poziv na naš razum, da se zavedamo, kako smo tudi odgovorni. Žrtve potresa na Japonskem ali pa žrtve suše nekje v neki pokrajini pri nas me moče malo manj ganejo, kakor pa človek, ki me neposredno prosi za pomoč in vidim njegovo stisko. Naša odgovornost za to ni nič manjša. Samo mogoče se da malo manj zavedamo. In ne samo, da se malo manj zavedamo, včasih z nekaterimi napačnimi trditvami in napačnimi teorijami, napačnimi teorijami, celo se skušamo tem odgovornostim izmakniti, ali pa nam nekateri našo odgovornost celo v tem pogledu odrekajo, hočem reči odgovornost cerkve tudi in kristjanov in še vodstva cerkev za razmere v družbi. So torej tri ravni odgovornosti, ki jih ne smemo in med temi tremi ravnimi odgovornostmi odgovornost za družbo in državo nikakor ni na zadnjem mestu. No in ravno o tem, kako naj kristjan izvaja to tretjo raven odgovornosti za družbene odnose, za državne odnose, o tem pogovori družbeni nauk katoliške cerkve. Seveda, kristjani so se vedno bolj ali manj v zgodovini čutili odgovorne za razmere v družbi, ampak o družbenem nauku govorimo predvsem od leta 1891 naprej, ko je Leon XIII., ki ga vidite tam na levi strani, izdal prvo okrožnico Rerum Novarum. In od takrat so razni papeži izdali okrog 12, rečem okrog, zakaj okrog? Zato, ker so nekateri dokumenti nekje na meji družbenega nauka in se dotikajo še drugih vprašanj, ali pa so recimo nekateri drugi dokumenti cerkvenega učiteljstva v tem pogledu niso ravno okrožnice, pa so druge vrste dokumenti, skratka. Takih pravih okrožnic posvečenih samo temu vprašanju izrečno je 12, potem pa so še drugi dokumenti cerkvenega učiteljstva, tudi koncilska konstitucija cerkev v sodobnem svetu. Skozi
teh 100 let, ali pa zdaj že rečemo lahko 120 let družbenega nauka Cerkve, se je vendarle uveljavila ena misel, da je katoliška cerkev v svojem soočanju z sodobnimi vprašanji imela različno srečno roko. Včasih je cerkev nastopala celo tako, ali pa vodstvo cerkve, da je potem moralo nekatera stališča popravljati, kar pa zadeva družbene nauk cerkve, pa je ena izmed uspešnejših, oziroma najuspešnejša zgodba, če smem tako reči, družbenega uveljavljanja pa družbenega delovanja cerkve. 3 preverjene rešitve socialnega vprašanja so se izostrile že na samem začetku, že leta 1891, ki v tistem trenutku sploh niso bile tako samoumevne, kot so ravno danes postale. Prvič je to načelo pravičnosti, da mora načelo pravičnosti vladati v družbi. Liberalci so rekli, da nas z načelom pravičnosti nima nič, ker je to moralno načelo, njih pa zanima znanost. Druga stvar je bila vloga države, ki jo mora država tukaj sprejeti. Vemo, da je glavno načelo liberalizma umik države iz gospodarstva, umik države iz vse ekonomije. Danes se zavedamo, da to sicer do neke mere seveda drži, vendar pa ima država kljub temu svoje odgovornosti, ki jih ne more zanemarjati, in ravno tudi sodobna kriza, finančna kriza je nastala po zasluge neoliberalizma, ki je ravno zahteval čim večjo deregulacijo in je zaradi tega potem prišlo do te zmede. Se pravi, država je tukaj in državne politične voditelji so odgovorni za vse, tudi za to, kar se dogaja na ekonomskem področju. Način, kako naj posegajo, to je drugo vprašanje. In pa tretje načelo, ki je prav tako pomembno, svoboda združevanja, kar pomeni sindikalna svoboda. To so ta 3 načela, ki so se uveljavila že od samega začetka družbenega nauka katoliške cerkve in ki so prispevala ravno k temu, po čemer je Evropa postala slavna, bi lahko rekel, edinstvena v svetu, namreč po svoji socialni državi. Socialna država, na katero smo ponosni, to je evropska iznajdba, je pravzaprav evropska iznajdba po zaslugi politikov, evropskih katoliških, krščanskih politikov, ki so ravno ta nauk družbenega nauka cerkve vzeli zares. Kaj je ta družbeni nauk katoliške cerkve? Torej, to ni filozofija, tudi ne družbena ideologija, kot je recimo marksizem ali kot je liberalizem, pač pa so to načela ali norme, pravila družbenega življenja, ki izhajajo iz krščanskega pogleda na Boga in na človeka. Se pravi, gre za neke vodilne misli, to niso tehnične rešitve, to ni neka vizija idealne družbe, to ni nobena utopija, gre samo za nekatera načela, ki morajo dati človeku misliti in potem mu usmerjati njegovo iskanje pravih rešitev, pri čemer mora seveda človek potem pri konkretnih nalogah upoštevati še kaj drugega, predvsem pa svoje strokovno znanje in poznavanje realnosti, v kateri je treba te ideale ali pa te resnice, ta pravila uresničevati. Kajti ni vseeno, kako gledamo na človeka in na Boga. Tako, kako gledamo na človeka in na Boga, tako bo potem tudi to vplivalo na naš pogled na družbo in na to, kako naj družbo organiziramo, da bo v skladu z to resnico o Bogu in o človeku. In tukaj naj še posebej omenim, da ravno v tem prispevku resnice, se pravi nekega temeljnega resničnega spoznanja o Bogu in človeku, tukaj je glavni prispevek cerkve, prispevek krščanstva, kakor ga vidi tudi sedanji papež Benedikt XVI v svojih obeh okrožnicah. Prvi, Bog je ljubezen in pa resnica v ljubezni. Namenoma resnica v ljubezni oziroma ljubezen v resnici. Se pravi, resnica je še kako pomembna. Ne gre samo za to, da iščemo neke kratkoročne rešitve, ki se nam mogoče ponujajo, ki pa vedno ne ustrezajo tistemu, kar človek v resnici je, in zato je treba imeti vedno pred očmi tisto resnico o človeku, če hočemo potem med različnimi možnostmi, ki se nam ponujajo, izbrati ta pravo in s tem tudi najbolj pravično. Zato je družbeni nauk katoliške cerkve bolj ali manj del krščanske moralne teologije, se pravi krščanskih norm veljavnih za človeško življenje, v tem pogledu ravno, ko gre za človekovo družbeno življenje.
Dve veliki ideologiji so v zadnjem stoletju, v 20. stoletju, preteklem stoletju in pa tudi dejansko že od srede 19. stoletja naprej prevladovale v svetu in še predvsem v Evropi. To sta bila individualizem in pa kolektivizem. Kdo je kolektivizem, to vemo, njegov najlepši primer, najslabši primer, najhujši primer je bil komunizem in še posebej bolševizem, ki uničuje človekovo dostojanstvo in ga podreja različnim družbenim kolektivnim okusom in pa koristim. Niso to seveda samo komunisti, tukaj sem sodijo tudi razne etatisti, se pravi, ki postavljajo državno skupnost za glavno, ali pa nacionalisti, ki postavljajo nacionalno skupnost za glavno, ali pa recimo rasisti, ki postavljajo raso za glavno stvar kot smisel življenja in pa smisel tudi delovanja človeka. To so različni kolektivizmi, ampak med njimi si je posebno pozornost seveda zaslužil bolševizem in pa komunizem iz znanih razlogov, ki jih tukaj ne kaže ponavljati. Na drugi strani je pa individualizem in pa iz njega izhajajoči liberalizem, ki pa poudarjata namesto kolektiva, ki podreja človeka skupnosti, pa obratno skrajnost, se pravi človek je posameznik, ki lahko bolj ali manj odmisli to dejstvo, da živi v skupnosti z drugimi, da je to nekaj sekundarnega, drugotnega, da je država pravzaprav eno nujno zlo, brez katere sicer ne moramo, ampak jo je treba zato zmanjšati na minimum, se pravi, in je treba, če mogoče, tudi odpraviti. Tukaj potem individualizem in liberalizem prehajata celo v anarhizem. Mislim, da je te misli pri nas, v naši domovini, preveč, kajti iz tega potem tudi izhaja to omalovaževanje lastne države in pa tudi omalovaževanje narodne skupnosti, domoljubja, ki je ravno značilno za našo državo, za našo narodno skupnost. Kot neke vrste, ne bomo ravno rekel tretja pot, ker se temu izogibamo, pa vendarle kot neke vrste rešitev tega nasprotja med kolektivizmom in pa individualizmom predstavlja personalizem, in to pa dejansko je ozadje družbenega nauka katoliške cerkve, ki poudarja z ene strani, tako podobno kot individualizem, da je človek oseba, da je absolutna vrednota, ampak da svoje osebnosti in svoje osebne vrednosti ne more uresničiti drugače, kakor ravno v čim bolj solidarnem odnosu z drugimi, se pravi v svojem prijateljstvu, v svoji odgovornosti, v svoji ljubezni do bližnjega. Skratka, in to potem na osnovi tega je mogoče izdelati neki temeljni in bistveni nauk o človekovi družbi, državi, kakšna mora ta biti. Temeljna misel katoliškega družbenega nauka je seveda misel na človekovo dostojanstvo, ki ima v krščanski veri še poseben poudarek. Mislim, da je ravno krščanstvo še posebej prispevalo k temu, da se je v naši evropski zahodni kulturi uveljavila misel človekovega dostojanstva, ki je potem postala vir tudi ideje človekovih pravic. Tukaj so tri temeljne ideje, lahko bi jih našteli še več, ki izhajajo iz naše vere. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, ne samo to, še več, sam je postal človek in se pridružil človeku, solidariziral z nami v tem, kar smo, da bi nas odrešil in seveda ne samo zaradi nas, ampak da bi večno živeli z Bogom. Torej, vsak človek je absolutna vrednota, ne sme biti ponižan na raven sredstva za izkoriščanje in tukaj poudarek je vsak človek. Vrednost človeka ni odvisna od njegovega družbenega prispevka, ampak je človek, ima absolutna vrednota zato, ker je človek. Od spočetja pa do naravne smrti, ali je zdrav, ali je bolan, mlad ali star, take ali druge barve kože, v vsakem primeru je absolutna vrednota in v tem pogledu velja temeljna enakopravnost ali celo enakost ljudi med seboj. Enaki smo v tem, da več od nas, večje vrednote na tem svetu ni. In iz tega potem se izhaja temeljno pravilo. Drugo temeljno pravilo družbene pravičnosti, na sliki imate krono, kajti družbena pravičnost, to je krona cesarjev Svetega rimskega cesarstva, Karla Velikega in drugih. Namreč
Iz tega potem sledi temeljna naloga države kot najširše politične skupnosti. Danes bi celo lahko govorili še več, danes niti ni več država, najvišja politična skupnost postaja že mednarodna skupnost, ampak dobro, to je drugo vprašanje glede globalizacije in države. Družbena pravičnost je najbolj osnovna naloga države, ki državi daje njeno legitimnost in seveda hkrati tudi njeno normo. Če hoče biti država to, kar mora biti, potem je lahko samo tedaj in samo tako dolgo, dokler zagotavlja pravičnost v medčloveških odnosih. Seveda pravičnost v ljubezni. Mi kristjani oznanjamo ljubezen. Temeljna naloga našega oznanila je pričevati za Božjo ljubezen, ki gre seveda dlje od tega, kar pomeni beseda pravičnost v našem vsakdanji govorici. Tu se zavedamo, da pravičnosti ni brez ljubezni, sumum jus, summa injuria, če samo pristajamo na pravičnost, se bomo kmalu zapletli celo v nepravične stvari, ampak po drugi strani pa tudi ljubezni ni brez pravičnosti. Če hočemo biti dobri, usmiljeni, moramo seveda najprej preskrbeti, da bo tisto imel vsakdo, ki mu pripada, do česar ima pravico, to pa je naloga pravičnosti. In pravičnost utemeljuje državo. Brez države, brez pravičnosti, država preneha biti država v tem plemenitem pomenu besede in postaja lopovska država, pravi sveti Avguštin. Kaj pa so države brez pravičnosti drugega, kakor lopovske države, to pravi sveti Avguštin. Se pravi, razlika med državljo lopovo, razbojniške državljo in pa državo je samo v tem, a pa je predvsem v tem, da je v enem primeru ima prvo besedo pravičnost, v drugem primeru pa seveda nasilje. Kajti imamo dejansko mi samo dve možnosti. Ali svoje odnose urejamo z nasiljem, se pravi s pomočjo zakona džungle, kjer prevlada tisti, ki je močnejši bodi si po svoji fizični moči, močnejši po svojem bogatstvu, močnejši po svoji spretnosti, svoji prefriganosti, kakorkoli že, in potem seveda izvaja svoje interese in na ta način izvaja nasilje nad drugimi, to je zakon džungle, ali pa druga možnost, da so naši odnosi urejeni na osnovi tega, kar je prav, kar je pošteno, kar je prav, kar je razumno, kar naj velja za vse, ne samo za enega. Kajti tisto, kar je prav, velja za vse. Nasilje pa velja samo za ene proti drugim. Se pravi, obče veljavnost, bi že rekel Kant, in enakopravnost vseh pred zakonom, se pravi pred temeljnimi moralnimi pravili, da vsakdo pride lahko na svoj račun, to je zahteva pravičnosti in inštrument te pravičnosti je država in država je država samo tako dolgo, dokler je to res v njej razvidno, dokler stvari tako stojijo. Seveda, mi danes vsi se pritožujemo, da naša država ni dovolj pravna država in imamo prav. Tukaj dejansko je načeto, če neka država tega svojega temeljnega poslanstva ne izpolnjuje dovolj, postaja njena legitimnost vprašljiva in to je tudi njena temeljna upravičenja. Država sme obstajati tako dolgo, dokler je zvesta svojemu temeljnemu poslanstvu in to je potem naša naloga. Zato je politika po naravi plemenita dejavnost. Na račun politike se v naši družbi veliko govori, veliko tudi takih zadržkov izraža, ki so velikokrat zaradi slabih izkušenj mogoče upravičeni in razumljivi, v resnici pa ne držijo. Odgovornost za skupno dobro, odgovornost za pravičnost v državi, skratka odgovornost za to, da bo država res država, je nekaj plemenitega, je nekaj dobrega. Če je res, kot pravi latinski pregovor, corruptio optimi pessima, to se pravi, če se tista najbolj plemenito poslanstvo spridi, potem je pa največja škoda, se pravi corruptio optimi, korupcija najboljšega
rodi najhujše posledice. Se pravi, če država, ki je res nekaj najboljšega, recimo poklicana k temu, da izvršuje najbolj plemenito dejavnost, če se sovspride, če se ona v svojem poslanstvu spride, nastajajo najhujše posledice, to je sicer res, ampak to nas pa ne odvezuje od tega, oziroma to pa ne pomeni, da lahko zdaj zaradi slabih izkušenj, ki jih imamo, celotno področje politike vržemo v koš, kot pravi tudi drugi latinski pregovor, abusus non tolit usum. Se pravi, zloraba ne odpravlja ali pa ne ukinja poštene, ta prave, pravilne rabe. In naša naloga je, kot kristjanov, da vrnemo politiki njeno dobro ime, ravno s tem, da se tudi sami angažiramo za pravo in pošteno politiko. Dobra država je torej nekaj dobrega, je dobrina, je vrednota, zato je to tudi Božji dar, za katerega je treba tudi moliti. Hvala lepa.